Mati, 3 žrtve in niz dogodkov, za katere tožilci pravijo, da so bili skrbno načrtovani. Nove podrobnosti razkrivajo, kaj naj bi se zgodilo v zadnjih trenutkih pred nasiljem. Domnevno se je začelo z masažo in končalo z umorom. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. V redu, na hitro. Pogovorimo se o tej aplikaciji. Všeč vam bo. Imenuje se Upside. Prinaša vam povračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj naredite. Prenesite aplikacijo Upside. Je brezplačna. Nato izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Plačate tako, kot običajno plačujete s svojo kartico. Nato potrdite nakup. Potem dobite denar nazaj. Tako preprosto je. Uporabljal sem jo za gorivo ali morda hrano za seboj. Poiščem ponudbe v aplikaciji Upside. Ko porabim denar, se ta pojavi v moji aplikaciji. Samo prenesem ga neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju letno dobijo nazaj $254. Če želite začeti prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem točenju goriva. Jenna Strobel se sooča z 9 točkami obtožnice za umor prve stopnje, ker naj bi ubila očeta svojih otrok in njegove starše v njihovem domu južno od Chicaga. Vedeli smo, da naj bi po navedbah policije dala obremenilne izjave, ko so jo pridržali, vendar nismo pričakovali, kaj naj bi po trditvah tožilcev dejansko povedala. Nikoli ne veš, kaj se v resnici dogaja v mislih nekaterih ljudi. Našli smo slike Janae Strobel in enega od njenih domnevnih žrtev, Jakea Lamberta, na katerih delujeta kot odlična sostarša. Vendar slike povedo le del zgodbe. In vemo, da imajo kriminalci najrazličnejše ozadje. Imajo najrazličnejše težave. Toda ta primer nas resnično šokira, ko pomislimo na obtožbe. In potem vidiš slike, kot je ta. Je iz leta 2021 in prikazuje Strobelovo, ko je pričakovala enega od otrok, ki jih je imela z Jakeom Lambertom. Zdaj ni jasno, kakšen je bil njun odnos v tednih pred temi umori, vendar je moralo biti prisotno določeno zaupanje, glede na to, kar tožilci trdijo, da se je zgodilo le nekaj minut, preden naj bi Strobelova začela ta morilski pohod. To je zločin, za katerega tožilci pravijo, da je bil domnevno storjen namerno in za katerega trdijo, da je bil načrtovan več mesecev, vse od lanskega leta. Danes se je Strobelova na kratko pojavila na sodišču v okrožju Will v Illinoisu. Kamere zato niso dovoljene v sodni dvorani. V trenutku bomo malo več povedali o tem, kaj se je zgodilo. Preden to storimo, želim predstaviti nove informacije, ki jih prejemamo od Jenny Strobel in o tem, kaj naj bi se zgodilo po navedbah tožilcev. Portalpatch.com je bil prvi, ki je pridobil sodni dokument, ki so ga v tem primeru vložili tožilci in ki vsebuje veliko podrobnosti o obtožbah. Tožilci so vložili to peticijo v upanju, da bi sodnik zavrnil izpustitev Strobelove pred sojenjem. In naj vam povem, če so te obtožbe resnične, je ona preračunljiva morilka. Vse to se je začelo v zgodnjih jutranjih urah 23. marca. Sosedje na Norway Trail v občini Tiny Creek v Illinoisu, približno 1 uro južno od Chicaga, so poklicali 911, potem ko so slišali, kar je zvenelo kot streljanje iz hiše Patricka in Stacy Ford. Tam je živel tudi Jake Lambert. Policija se je odzvala na klic zaradi preverjanja počutja. Ko so prišli do hiše, so našli Jakea Lamberta. Bil je mrtev v avtomobilu, ki je bil parkiran zunaj. Zdelo se je, da je bil Lambert usmrčen. In ne samo, da je bil mrtev, tudi njegovi starši, njegova mama in očim, so bili najdeni ustreljeni. Po navedbah policije so bili v pritličju hiše blizu vrat. Stacy Ford je bila stara 54 let, Patrick Ford pa 55. In vedeli smo, da je policija že na začetku to obravnavala kot domnevno dejanje nasilja v družini. In ni minilo dolgo, preden so imeli osebo, ki jo je policija obravnavala kot pomembno za preiskavo. In ta oseba je bila aretirana. Ta oseba je Jenna Strobel. Lambert je imel Strobelovo 3-letnega sina in 4-letno hčerko. Policija je njun odnos ocenila kot nestanoviten, z več prekinitvami in ponovnimi začetki. Tukaj so nekateri podatki iz dokumenta, ki ga je Patch uspel pridobiti in ki jih trenutno pridobivajo tudi nekateri drugi lokalni mediji v Illinoisu, glede na to, kar pravijo tožilci v okrožju Will. Policija zdaj pravi, da je Strobel prišel v Lambertov dom v občini Krete med 11 in 11:30 zvečer. 22. marca par naj bi se nato odpeljal do naravnega rezervata, ki je približno 15 minut stran. Strobel naj bi oblastem povedala, da je Lambertu rekla, da ima zanj tisto noč presenečenje in da mu ga želi pripraviti. Strobel je nato povedala, da je bil naravni rezervat zaprt. Zato sta se odločila, da gresta na drugo lokacijo. Patch poroča, da je Strobel Lambertu rekla, naj nagne svoj sedež, da mu lahko zmasira hrbet.
in povedala je, da je kupila masažno pištolo. Strobel naj bi Jakeu masirala hrbet, medtem ko je ležal z obrazom navzdol približno 20 minut. Nato je oblastem povedala, da je, ko je Lambert kritiziral njeno tehniko masaže, segla pod sedež in potegnila ven pištolo. Tožilci pravijo, da se je masaža nadaljevala in da je bila med to masažo pištola približno 8 minut uperjena v Lambertovo glavo. Ni jasno, ali je vedel, da je bila v tem času pištola uperjena v njegovo glavo. Zdaj naj bi Strobelova dejala, da je razmišljala o tem, da bi Lamberta ubila kar tam in takrat, a je potem po njenih besedah razmišljala tudi o tem, da bi to preložila in tega ne storila tisto noč. Tožilci pa pravijo, da je približno 8 minut potem, ko je uperila pištolo v Lambertovo glavo, ustrelila, ga zadela in ubila. To je po pripovedi, ki jo predstavljajo tožilci. Strobelova naj bi nato pokadila cigareto in se z njegovim truplom v avtu odpeljala nazaj do hiše Jakovih staršev. Nato naj bi vstopila v hišo z Jakovimi ključi in tam srečala Patricka Forda. Ford naj bi jo vprašal, kaj počne tam, in takoj, ko je odprl vrata, je ustrelila in ubila Jakovega očema. Potem naj bi zaradi vsega hrupa pri vhodnih vratih Jakova mama Stacy prišla dol po stopnicah, Strobelova pa naj bi jo prav tako ustrelila in ubila. Nato se je Strobelova po tej zgodbi odpeljala domov, v St. John v Indiani, ni tako daleč stran. Približno 15 minut vožnje čez mejo iz Illinoisa. In prav v njeni hiši naj bi poklicala svojo sestro in ji povedala, da želi, da ima njena sestra skrbništvo nad otroki, ne pa njeni starši. Poleg tega, da naj bi ubila Lamberta in njegove starše, je v tem dokumentu oblastem povedala tudi, da je razmišljala o tem, da bi ubila svoje lastne starše. Ko so aretirali Stroblovo, so bili otroci domnevno pri njej doma skupaj z njenimi starši. Očitno je sreča v tem, da ob tem ni bilo še dodatnih žrtev. Ko vse to slišite, se morate vprašati, kaj bi nekoga lahko privedlo do tega, da bi domnevno storil kaj takega. Trenutno še ne poznamo motiva za umor. Stroblova naj bi dejala, da ji ni bilo všeč, kako je Lambert govoril z otroki in da se ji je zdelo, da so Fordovi preveč vsiljivi. Prav tako naj bi dejala, da se ji ni zdelo, da so otroci varni pri svojem očetu in njegovih starših. Kar je žalostno ironična izjava, če upoštevamo trenutne obtožbe in kaj naj bi sama storila. Zdaj tožilci pravijo, da je bil Stroblov načrt nameren. Trdijo, da jim je povedala, da je imela ta načrt že od lanskega leta. In pištola, ki naj bi bila uporabljena, je bila kupljena zanjo za ta namen decembra 2025. Poleg tega je na spletu kupila dušilec zvoka. Po navedbah policije so v njenem domu našli še 2 dušilca zvoka, v njeni torbici pa je bil naboj. Stroblova naj bi v preteklosti razmišljala o samomoru. En načrt, o katerem je povedala organom pregona, pravijo, je bil, da bi skočila skozi svoje okno skupaj z otroki. A lani naj bi se njen načrt spremenil v umor. Tožilci pravijo, da je vzela puško od svojega očeta in mu povedala, da želi ubiti Jakea Lamberta, vendar takrat še ni imela načrta. Zanimivo je, da je Stroblova domnevno tudi povedala policiji, da ni preživela veliko časa s svojimi otroki. Je brezposelna in je prostovoljno predala otroke Lambertu in njegovim staršem. Vemo, da je imela Stroblova po poročanju lokalnih medijev že prej stik z organi pregona. To se je zgodilo januarja 2025. Po poročanju naj bi bila prisilno hospitalizirana po družinskem incidentu v istem domu, kjer naj bi kasneje ubila Lamberta in njegove starše. Zdi se, da v zvezi s tem primerom niso bile vložene nobene obtožbe. Edini primer v evidenci Stroblove, ki smo ga uspeli najti, je prometni prekršek iz leta 2018. Danes na sodišču poroča Patch, da je bila Stroblova v sodni dvorani. Trajalo je le približno minuto. Zdela se je prisebna. Govorila je jasno, pravijo. Stroblova naj bi sodniku povedala, da je najela odvetnika, vendar ta danes ni mogel biti prisoten. Tako se bo Stroblova dejansko vrnila na sodišče jutri na predobravnavni narok, kjer bo prisoten tudi njen odvetnik. Trenutno se ljudje, ki so poznali Stacy, Jakoba in Patricka, spominjajo oseb, za katere pravijo, da so v ta svet prinesle veliko dobrega. Jakobov osmrtnica ga opisuje kot ljubečega sina, očeta in dragega prijatelja mnogim. Donacije v njegovi osmrtnici so namenjene kraju, imenovanemu Celebrate Recovery, kar je cerkev, ki pomaga tistim, ki jih je prizadela zloraba substanc. Patrick je bil navdušen igralec golfa. Po besedah prijateljev je imel rad svojo družino in vnuke. In en prijatelj je zapisal, da bo neizmerno pogrešan. In Stacy je bila direktorica financ v podjetju za proizvodnjo grafike. To podjetje je na Facebooku objavilo, da je bila njihova hrbtenica več kot 20 let. Zdaj, preden pridemo do tega, kaj bi se lahko zgodilo v tem primeru, veste, to je očitno zelo srhljiv, domnevni primer nasilja v družini. Če ste vi ali kdo, ki ga poznate, žrtev družinskega nasilja, lahko pokličete nacionalno telefonsko linijo za pomoč žrtvam družinskega nasilja na 1800 799 SAFE
ali pošljete SMS z besedo start na 88788. Lahko ostanete anonimni. Ta linija je dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zdaj se nam pridružuje, da bi o tem primeru povedala več, Melba Pearson, odvetnica za državljanske pravice, odvetnica za kazensko pravo, nekdanja tožilka. Najdete jo na YouTubu kot vašo rezidenčno pravno divo. Vedno je odlično, da ste z nami tukaj na Law and Crime. Obstaja del te zgodbe, skozi katerega gremo. In obstaja obtožba, da naj bi po poročanju trdila, da je imela načrt ubiti Jakea Lamberta, preden se je to zgodilo. In naj bi na neki točki vzela očetovo pištolo. In čeprav ga je morda želela ubiti, takrat še ni imela načrta. Zdi se, da v zvezi s tem nikoli niso bile vložene obtožbe ali pa to ni bilo prijavljeno policiji. In morda je to prvič, da policija to sliši. Predvidevam, da s pravnega vidika, glede na to, za kar je zdaj obtožena, kako kaj takega vpliva na to, zakaj tega niso ustavili, če so ljudje vedeli, da ima težave in morda namen narediti to, kar je naredila. Lepo, da sem lahko z vami, Chris. In to ima več plasti. Torej, najprej, dejstvo, da je že prej nekako poskušala to narediti, čeprav v resnici ni poskušala napasti njega ali kaj podobnega. Ampak naredila je ta prvi korak, ko je poskušala dobiti orožje in je tudi povedala, da želi ubiti svojega partnerja. To je nekaj, kar lahko tožilci zagotovo uporabijo kot dokaz za to. Na nek način bi to ovrglo nekatere olajševalne okoliščine, ki bi jih obramba poskušala uporabiti, češ da je duševno bolna in podobno. No, uspela je že prej oblikovati namen, da to poskusi narediti. Torej, s to prejšnjo interakcijo je to nekaj, kar lahko tožilci uporabijo, da pokažejo, da je imela namen, da je sposobna oblikovati namen in da to ni bila nesreča, da ni bila jezna, da ni šlo za samo obrambo ali kaj podobnega. Torej, to bo ključnega pomena. Zdaj, če pogledamo očeta posebej z vidika civilnega prava, ni dvoma. Mislim, da imajo preživeli člani družine žrtve podlago za tožbo, ker je dejstvo, da je vedel, da ima njegova hči težave z duševnim zdravjem. V hiši je bilo strelno orožje. Vzela je njegovo strelno orožje. Čeprav ni ukrepala, je vzela orožje in povedala, da namerava ubiti svojega partnerja. Samo še ni imela načrta. Res je? To bi moral biti dovolj, da bi dvignil telefon in rekel: poslušaj, morda nisi želel poklicati 911, v redu, ampak pokličeš 311 ali katerokoli drugo številko. Ne vem, na Floridi imamo 311. Ampak običajno obstaja še ena telefonska številka, ko ima nekdo duševno krizo. Pokličeš tisto. Tako bi bila ona prisilno hospitalizirana. Lahko bi dobila pomoč, ki jo potrebuje. Lahko bi ji postavili diagnozo. In to bi lahko potencialno rešilo njihova življenja. Torej, dejstvo, da ni ukrepal in je vedel, da ima ona v mislih umor, pomeni, da je odgovoren. Zdaj pa obstaja tudi možnost kazenske odgovornosti. To smo videli v primeru Crumbleyjevih. To smo videli v primerih, naprimer nedavno v Georgiji, kjer so bili starši obtoženi, ko je njihov otrok izvedel strelski napad na šoli. Gre za nekoliko drugačen primer, ker očitno ni mladoletna, a hkrati je vedel, da ima ona morilske misli, da razmišlja o umoru. In ni naredil popolnoma ničesar, da bi zaščitil skupnost. Niti ni poklical žrtve in rekel: poslušajte, moja hči se obnaša čudno. Veš, bodi pozoren na okolico. Morda bi moral povečati varnost, nekoga opozoriti, karkoli. Ja. In temu bi se morda lahko izognil. Veš, morda se spuščava v podrobnosti o stvareh, o katerih še nimava veliko informacij. Ampak tudi glede tega, očitno ima neke vrste težave z duševnim zdravjem. Očitno, mislim, izprijeno, vznemirjajoče. Vsaka negativna beseda, ki ti pride na misel. To so te obtožbe in vse je bilo preračunano. Ampak da je nekaj narobe, veš, ne glede na to, ali je bilo diagnosticirano ali ne. V primeru, če si oče in slišiš, da ona to govori policiji, kot naprimer: no, jaz sem vzel pištolo nazaj, veš, kadarkoli je že bilo. In kot da sem nameraval ubiti Jakea Lamberta, ampak takrat še nisem imel načrta. Z vidika civilnega prava, kako dokažeš, da se je to res zgodilo? Ker oče bi lahko preprosto rekel: moja hči je nora in sploh ne vem, o čem govori. Ja, no, in zato sem rekla, da morda imaš podlago. Samo zato, ker imaš podlago, še ne pomeni, da bo tožba uspešna.
Ampak to je nekaj, za kar mislim, da bi, veš, ko bo družina prešla skozi to grozno obdobje začetnega žalovanja, in rečem začetno, ker je to žalost za vse življenje. To ni, veš, čez 1 leto bo vse v redu. Zato želim to poudariti. Ampak ko bodo prešli skozi to začetno obdobje, veš, prvega žalovanja in kazenskopravnega postopka, bodo morda želeli raziskati svoje možnosti glede tega, ali ima to možnosti za uspeh. Ampak mislim, da bi bilo narobe, če ne bi rekla, hej, o tem je treba razmisliti, ker, veš, spet smo videli, kakšen je bil izid. In na koncu dneva, če ima on dejansko orožje, ki ustreza temu, kar je rekla, da mu ga je vzela in ga dala pod svojo posteljo, če se časovnice ujemajo. In to je veliko nižje breme kot v kazenskem primeru, kjer moraš dokazati onkraj razumnega dvoma. V civilnih primerih gre za standard pretežne verjetnosti, kar pomeni, da je približno 51% verjetno, da je oseba to storila, medtem ko je dokazovanje onkraj razumnega dvoma veliko višji prag. Torej, obstaja možnost, ne pravim in ne zagotavljam, da bo uspešna, ampak ta možnost obstaja. In pogledaš obtožbe glede tega, kaj je storila tisto noč. Lahko samo pogledaš vse očitke. Mislim, če se vrnemo k temu, kdaj je morda prvič pomislila na ta načrt, vse to očitno temelji na tem, kar je sama povedala policiji. Ampak greš od načrtovanja tega decembra in potem veš tiste noči, ko je rekla, da jim bo dala masažo, se odpeljejo nekam, domnevno jih usmrti in potem vse to izvede. In res odideš z mislijo, da je tukaj neka duševna motnja. O tem ni nobenega dvoma. Ampak kako to vpliva na to, ali bi lahko rekla, da je bila neprištevna? Ali pa kako to vpliva na njeno obrambo glede tega, česar je obtožena in kar je očitno priznala organom pregona? Torej, neprištevnost sploh ne pride v poštev. Razlog za to je, da se najprej pri neprištevnosti vprašamo, ali lahko razumete resnost obtožb, ki so pred vami. Ali lahko smiselno sodelujete pri svoji obrambi? To sta 2 ključni stvari, ki ju bo vsak sodnik upošteval pri odločitvi, ali ste sposobni sodelovati na sojenju in tudi, ali je obramba zaradi neprištevnosti sploh mogoča. Torej, resnica je, da razume, kaj se dogaja. Sposobna je sodelovati na sojenju. Mislim, da tam ne bo nobenih težav. Zdaj, ali bo preko svoje odvetnice zagovarjala začasno neprištevnost? Mislim, da to ne bo delovalo, ker imamo zdaj dokaze, da je te grozne stvari izrekala v različnih obdobjih. Zato mislim, da se to ne bo zgodilo. Ker je načrtovala, na primer, da si je priskrbela masažno pištolo in vse to, bo težje trditi, da je šlo le za začasen izpad. Ne vidim, da bi to delovalo. Mislim, da bo duševno zdravje bolj vplivalo na pogajanja, če bo sploh možnost za sporazum o priznanju krivde, kaj ne? Poslušajte. Ona žal ni povsem pri sebi. Imela je nediagnosticirano duševno bolezen, kar je ustvarilo popoln splet okoliščin. To ne pomeni, da ni kriva zaradi neprištevnosti, ker je razumela resnost tega, kar je naredila. Vedela je, da je nekoga ubila. Ni bilo tako, kot da bi mislila, da so prišli Marsovci in zagrešili ta zločin. Ne, rekla je, vzela sem pištolo, ubila sem ga. Tako sem to naredila. Ne vem, zakaj sem to storila. Ne vem, zakaj sem šla k staršem ali karkoli že, ampak sem vseeno to naredila. Tako da mislim, da bo šlo bolj za pogajanja, kot pa za dejansko uporabo tega na sojenju in s tem dokazovanje, da ni kriva. Tudi jaz samo gledam, veste, berem ta članek, ki vsebuje vlogo, ki so jo vložili tožilci. Bilo je tako podrobno, ne samo dogajanje tiste noči. Ampak imate tudi podrobnosti, ki izhajajo iz tega, ko je prvič imela ta načrt. Trenutke, ko je razmišljala o drugih stvareh, ki jih očitno ni dejansko izvedla. Mislim, morala je porabiti ure, da je razložila vse te različne podrobnosti. Kako to uporabite, če je bilo to posneto? In ne vem, ali bo to šlo na sojenje. Zdi se mi, da bi bil to res težak primer za odvetnika obrambe, če je vse to priznala pod prisego, ali potem, ko so jo poučili o njenih pravicah. Kako to vzameš, veš, za sodnega odvetnika, za tožilca, če bi res prišlo do te točke? Ali poroti preprosto predvajaš 1,5 ure dolgo zaslišanje, še posebej, če vse to priznala? Ja, mislim, priznanje bi bilo osrednji del tožilskega primera, ker sama s svojimi besedami pove, kaj je naredila in postopke, s katerimi je storila ta umor. Tako lahko poroto dobesedno vodi korak za korakom.
Tako da je edina možnost, mislim, za obrambo ta, da je policija ni pravilno poučila o njenih pravicah ali pa da jih takrat ni razumela. In ko je dala to priznanje, ni bilo zavestno in prostovoljno. Če bi bila odvetnica obrambe, bi iskala način, da bi priznanje izločila. In razen tega ne boš mogla narediti ničesar drugega, resnično. Ker kako težko je dobiti, mislim, zagotovo nekaj takega, za kar sodnik ve, da bo v središču tega primera. Sprašujem se, kako očitna mora biti kršitev nečijih pravic, da sodnik pogleda in reče: veste, celotno to zaslišanje, vse, kar je priznala, in še vedno bi verjetno imeli, zdi se, močan primer, tudi brez njenih besed, ker so jo uspeli povezati z vsemi temi različnimi stvarmi. Ampak me zanima, kako pogosto se dejansko zgodi, da bi lahko tako velik dokaz, kot je ta, zavrgli v takem primeru. Hej, to se je zgodilo tudi meni, torej ni nemogoče. Ker spet govorimo o manjši postopkovni napaki, ki so jo naredili glavni detektivi in bi lahko povzročila, da bi se vse skupaj popolnoma sesulo. Torej, veš, spet, če ji niso pravočasno poučili o njenih pravicah, če je v zasliševalnici kazala čudne znake in niso rekli: v redu, ustavimo se. Morda bi morali poklicati zdravnika in se prepričati, da je, veš, prisebna, ali pa vprašati: hej, ali so vam kaj diagnosticirali? Ali imate? Kdaj ste nazadnje vzeli svoja zdravila? Kaj ne? Takšno vprašanje. Če niso šli po tej poti, je to možnost, ki bi jo obramba lahko uporabila, da bi poskušala izločiti priznanje iz sodnega postopka. Ne pravim, da bo to učinkovito, ampak kot odvetniki igramo s kartami, ki jih dobimo. In včasih imamo dobre karte, včasih pa zelo slabe. Tako da je to edina možnost za naprej, vsaj iz obrambnega vidika, po mojem mnenju. In če pogledaš samo njo, njeno ozadje, mislim, pogledaš njene slike na Facebooku, in če bi rekel: veš, ta oseba bo šla na takšen morilski pohod. In tukaj je na rojstnodnevni zabavi svoje 2-letne hčerke, veš, z balonastim lokom. Obnaša se povsem običajno. Zdi se, da je vsaj leta 2023, kar se zdi, kot da so se takrat nekatere objave na družbenih omrežjih prenehale objavljati. Kot da je bilo vse v redu, a slike ti povedo le toliko. Ampak mislim tudi, da v nekaterih primerih, če bi govorili o 18- ali 19-letnemu fantu, veš, bi gledali drugače. In ne vem, če bi bilo tam toliko sočutja, kot ga imaš do osebe, ki je mama, kot jo vidimo na slikah. Kako pogosto to dejansko vpliva na potek stvari, kjer tožilec reče, da bi ona lahko bila oseba, ki bi pri poroti vzbujala sočutje. Porotniki, ki morda niso slišali ničesar o tem primeru, ki bi sedli za mizo. Kako to dejansko vpliva na to, kako tožilec pristopi k primeru, in morda tudi na to, kako potekajo pogajanja o priznanju krivde. No, upoštevati moraš vse v svojem primeru. In to vključuje ne samo dokaze, priznanja, vse to, ampak tudi, kako bo obtoženka delovala na poroto. Zdaj, to ne bi smel biti tvoj glavni razlog za ponudbo sporazuma o priznanju krivde ali kaj podobnega, ampak o tem moraš razmišljati v smislu, kako bom predstavila svoj primer. Kako bom jaz, kaj je tisto, s čim bom začela, s čim bom zaključila, če vem, da v redu, morda bo pričala, verjetno ne, ampak morda bo stopila na pričo. Kako bo to vplivalo na porotnike? Ampak po drugi strani pa ne pozabite, povprečen porotnik je, pri izbiri porote boste poskušali izločiti vse porotnike, ki so veliko spremljali ta primer. Torej, to je tudi pomembno. Ampak, veste, ko enkrat to presežete, porotniki morda niso videli tistih Facebook slik nje z otroki, kaj ne? In te slike morda sploh ne bodo predstavljene na sojenju. Torej, morda ne bodo dobili tega vtisa o njej kot o družinski osebi, veste? Razen, če obramba ne poskuša predstaviti teh fotografij ali kaj podobnega. Ampak spet, to mora biti relevantno. Ne morejo kar tako pokazati slike nje in njenih otrok. Tako da mislim, da to sploh ne bo glavni dejavnik v tem primeru. Ampak to je nekaj, o čemer morate razmišljati obe strani. Koliko sočutja bo vzbujala? In potem se moramo posledično vprašati, ali bi morali, veste, spremeniti smer ali se temu ustrezno prilagoditi. Veste, in samo pomislim, ko berem, veste, kaj se zatrjuje v tem sodnem dokumentu. In bilo je tako, veste, ko smo prejšnji teden spremljali primer, ko v resnici nismo vedeli, kaj se je zgodilo. In potem izveš, kaj menijo, da se je tukaj zgodilo, od masaže v avtu do vožnje do hiše in potem, veste, vse to. Kakšna je bila tvoja reakcija? Ko si to prebral, veš, potem, ko si spremljal toliko takih primerov, delal na takih primerih.
kaj ti zdaj najbolj izstopa pri Šroblu, potem ko si to prebral. In seveda, vse to so obtožbe v primerjavi s tem, kar smo vedeli prej. Raven načrtovanja in njene prejšnje izjave, kjer je kritizirala starše svojega partnerja, ker ji ni bil všeč njihov način vzgoje. Ni bilo všeč, da se je nekdo tuširal z enim od otrok. In kljub temu, da ni bila vedno povsem dosledna vsem, je imela te, kako naj to najbolj povem, mislim, imela je te trenutke, ko je imela jasne težave z družino, ki bi v kateremkoli drugem primeru lahko pomenile motiv, kaj ne? To bi jo lahko pripeljalo do tega, da bi oblikovala tak namen. Torej, veš, vsi ti različni vidiki mi skupaj dajejo zelo zaskrbljujočo sliko. In spet, vedno znova se vračam k očetu. Vedel si, da je s tvojo hčerko nekaj narobe. In ona pravi, tudi če je bila to šala, če pravi, hej, hočem ubiti svojega partnerja, samo še nimam načrta. To ni nekaj smešnega. Res, mislim. Tudi meni je to izstopalo, kot da je še vedno bilo nekaj, bil je ta primer nasilja v družini januarja 2025, za katerega so rekli, da se je zgodilo. In potem je bila ta zveza, ki se je nenehno prekinjala in spet obnavljala. Ampak kot da je tisto noč še vedno obstajala neka raven zaupanja, ki naj bi jo imel Jake Lambert z njo. In poglej, ona je mati njegovih otrok. Ampak vseeno se je zdelo, da je kljub vsem tem zaskrbljujočim obtožbam še vedno obstajalo nekaj, kot da sploh ni imel pojma, da se v ozadju dogaja vse to načrtovanje. In res me zanima, kakšen je bil pravzaprav njun odnos, veš, vse do tistega trenutka. Morda res ni imel pojma. In to je spet del narave nasilja v družini, nasilnih odnosov med partnerji, kjer imaš to nihanje, pride do nasilnega izbruha, potem pa sledi opravičilo. In to deluje v obe smeri. Mislim, ženske so lahko nasilne do moških, moški pa do žensk. In tudi v istospolnih partnerstvih je enako. Tako da je morda mislil, da sta že prebrodila najslabše. Morda je poskušala obnoviti zvezo ali pa je šlo preprosto za močno privlačnost. In mislil je, da ne bo nič narobe, če je v tistem trenutku z njo. Žal pa ni bilo tako. Torej, samo opomnik za vse, ki so v takšnih odnosih. Ti se zelo redko izboljšajo, zato poiščite pomoč. RAINN je izjemna organizacija. Opravljajo veliko dela na področju nasilja v intimnih odnosih in spolnih napadov. Torej, vemo, da obstajajo viri pomoči. In prosim, poskusite poiskati pomoč in poskrbite za svojo varnost. Tako izjemno tragičen primer. Melba Pearson, vedno je dobrodošlo, da ste z nami na Law & Crime in nam pomagate bolje razumeti te primere. Hvala, ker ste bili tukaj. Hvala, ker ste me povabili, Kris. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.